Ja. Me zanima, kaj za tebe pomeni to trdo delo. Zdaj takole, ja, ne, recimo čisto na začetku, bom rekel, ker si recimo sam za vse, pa sam pišeš programe, pa sam izvajaš delavnice, pa sam iščeš stranke, pa sam delaš marketing, pa sam delaš v bistvu dobesedno vse. Ni moj namen, da jaz čez 10 let čez zmeraj klere po 12 ur na dan delam, ne, ampak imam pač že druge cilje. Trdo delo je tako, kaj pomeni, da na začetku, recimo, ko se lotiš svojega posla, boš 80% stvari, sploh če si sam v temo, če nimaš nobenega, ki ti zraven recimo pomaga, računi, da boš 80% časa, ki ga boš delal stvari, ki niso povezane s tvojim delom, oziroma ki niso primarno to, kar ti v bistvu delaš. Recimo, na začetku si boš mogel, zdaj bom dala primer, nimaš denarja za spletno stran, si moraš sam spletno stran postaviti. Moraš, ne vem, recimo si zrihtati stranke, se pravi, se moraš prodajati, ne? Moraš pripraviti, ne vem, določene stvari. To so vse v bistvu pride zraven, ker ti na začetku misliš, zdaj pa pač samo svoje izdelke prodajal. Ne boš samo svojih izdelkov prodajal, razen pač če dejansko, ne, ali pa ne vem, bom samo svoje izdelke delal, ne, boš mogel marketing narediti, boš mogel spletno stran narediti, boš mogel Facebook odpreti, pa LinkedIn, pa Instagram, pa ne vem kaj, pa vse te račune voditi, razen seveda, če ti imaš nekoga, pa da ga plačaš, pa da ti te zadeve vse recimo sam dela, ne. Zdaj jaz tudi večino nekih stvari že prelagam na druge, na zunanje izvajalce in tako naprej, ker enostavno sčasoma pač zaslužiš nekaj, da lahko na druge preložiš, sčasoma ne moreš, ugotoviš, da pač ne moreš vsega sam narediti. In to je tisto trdo delo, kar je ustrajati. Tudi recimo, ko prva stranka, to imam jaz mogoče tukaj res srečo, ker izhajam iz prodaje, da vem, da prvi ne, še ne pomeni, da jaz zdaj lahko posel kar zaprem. Ustrajati. Slab ponudnik. Če vidiš, da recimo, ne vem, imaš 10-krat ne, še 11-tič, še 12-tič, še 13-tič, še 14-tič, in potem začneš recimo zraven tudi razmišljaš, mogoče pa moj izdelek ni ta prav za moje stranke. In veliko ljudi, ki začne na svoje, je problem to, da ne naredijo raziskavo trga, se pravi, ne poizvejo točno, kakšno imajo konkurenco in kakšno imajo oni prednost pred konkurenco, ali pa ne izvejo, koliko ljudi sploh dejansko potrebuje njihovo storitev oziroma izdelek. Četrta stvar, ki bi jo pa rada poudarila, je pa to, da veliko ljudi ne zna prodajati. Ne, oni recimo, ne vem, jaz delam zdaj nakit, super sem tukaj, delam zelo lep nakit, vse te zadeve, ampak ti lahko delaš najlepši nakit na svetu, samo če ne boš znal tega prodati, bo ta nakit pri tebi doma ležal. In to je tisto trdo delo, ker se v bistvu na začetku mislili, zdaj bom pa jaz v grlice delala in bom pač slikala dala in se bojo kar prodajale. Ne bo. V zadnji klele je ful dela, razen če imaš nekoga, ki ti pri teh zadevah pomaga, ne, to hočem povedati, da ne obupati. Treba se je pač res prodaje naučiti, to je osnova za vsak posel, ker če se ne boš znal prodati, noben ne bo tega kupil. Dobra roba se sama prodaja, ne velja več, ker je danes toliko konkurence, da te povozijo. Ker če bi se dobra roba sama prodajala, potem, ne vem, Wish pa AliExpress, pa to sploh ne bi obstajalo, ker je pač pički rič, ne. Tako da, ja, to trdo delo, hočem reči, ta vztrajnost, fokus, ki ga imaš, ne, da te ne odvrne, in predvsem to, jaz moram tudi tule poudariti, da imam dokaj srečo, ker imam okolico, ki me podpira, nimajo pa vsi tega. Dostikrat, recimo, bo kakšen rekel, ja, pa to ni zate, pa to, pa ne, ne poslušati tistim, ki vas pač vlečejo dol ali karkoli. Lahko so zdaj to, recimo, jaz zmeraj rečem, pojte stran takih ljudi, razen težko je, če so zdaj to tvoji starši. Razmišljajte samo tako, da recimo starši vam nočijo slabega, vam prvošajo dobro in oni recimo nikoli niso bili na svojem, ne vejo, kako to je in jih je strah, da boste ostali brez denarja, brez neke varnosti in vse to vam prvošajo in zaradi tega mogoče rečejo, da je raj pojdi v službo redno, raj pojdi to, raj pojdi ti izdelati, ne, ker tam imaš varnost in tako naprej. Mogoče na tak način to lahko rešite, lejte, da rečete staršem, jaz sem se odločil, da bom šel na svoje, jaz se bom trudil za to, da bom na svojem mi uspel, obljubam, da če mi v roku 2 let ne rata, da bom našel redno službo ali karkoli takega, ne, da jih pomirite vse s temo,
ker škoda je, ker toliko sanj umre zaradi tega, ker drugi porinejo te dol. Sploh pa kakšni kvazi prijatelji, ki ti ne privoščijo uspeha, ker pridajo tudi taki v tvoje življenje, in pa taki, ki seveda rečejo, Špela, tebi je lahko, ja seveda, meni je lahko za popizdit, ne? Vse poslano, direktno. Saj si povedala zdaj od začetka, kaj? Ja. Mandarince, brez fasade za nalašč, glumiš tam, da kao nimaš, v bistvu ste imeli, oče je poslala 17 let okrog sveta, pol je prišel in tako naprej, pač sej to je, a ni to tako normalno, rdeča preproga. Valjda, ne. Tako da ja, ta fokus, to, da izpravite stran ljudi svojega življenja, ki vam ne prvoša, ki vam hoče škoda delati, pa da se začnete družiti s tistimi, recimo, ki vam želijo dobro in uspeh. In pa ja, na začetku, sploh če ni recimo nekih sredstev za štartati, pričakujte, da bo ogromnega dela, ampak ne obupati, ker to zalaufa, to je vsaka stvar, ki jo veste, ki jo naredite, je tako dober občutek, ne. Je res fajn, da pač imate nekoga v štartu, ampak saj veš, ne, ponavadi ljudje, ki grejo na svoje, ne, vse prihranke dajo v kakšne stvari, ne vem, izdelke, da jih naredijo ali karkoli, pa nekoga zaposliti, pa tudi zelo riskantno je na začetku nekoga zaposliti, ne, ker še sam ne veš, kako pa kaj bo. Tako da ja, na začetku je treba res fajn raziskavo narediti, recimo, če imate neko zadevo, to bi priporočala, ki ni lih novost na trgu, ki jo ima že, ne vem, ful ljudi, dajte ven kakšno anketo, enka ima brezplačne ankete, kaj pogrešate pri konkurenci in naredite tisto, kar konkurenca nima. In s temo si, recimo, prišparite ogromno enega časa, ne.